Pozdravljeni! V današnji kulturi smo ljudje prevzeti zvezdniki, športniki in drugimi javno izpostavljenimi osebnostmi. Navdušujejo nas svojim življenjskim stilom, ljubezenskim življenjem in močnim vplivom, ki ga imajo na družbo, pa tudi svojo postavo, za katero trdno garajo. Ena izmed najbolj priznanih definicij športa pravi: vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnosti boja samega seboj z drugimi ali s prvinami narave, je šport. Nekdanji mister, maneken in pevec Matjaž Kumelj veliko svojega časa posveča tudi športu in nam rad pokaže posledice pridnega dela. Kako priti do lepega telesa, pa nam bo povedal Robert Rus, lastnik fitnesa Max Gym. Dobrodošla. Živijo. Dober dan želim. Matjaž, vedno znova navdušuješ s fotografijami, kjer lahko vidimo tvoje izklesano telo. Ja, veš kako jaz pravim, ne? Ko treniraš, v bistvu nabiraš kondicijo, se tudi pozna fizično in zakaj pa ne? Hvala Bogu. Robi, kako pa ti gledaš na to, da je telefon danes del vadbe? To zdaj, če bi bil telefon samo v prid, rekel, da se jemljajo kakšne vsebine poučne, da se učijo mogoče, pa da imajo spravljen programe treninga, bi bilo super. Glede na to pa, da izkoriščajo svoj čas s telefoni za slikanje, za objavljanje, za samo promocijo. Ok, tudi nič narobe po eni strani, ampak iz enega v bistvu lahkega treninga naredijo to celo prebivanje v fitnessu, kar je pa spet druga zgodba. Matjaž, ti kar velikokrat narediš kakšne fotografije iz fitnesa? Veš kako je, jaz naredim takrat, ko nikogar ni, in takrat hitro naredim kakšen selfie. Ali pa, jaz v bistvu zelo nerad slikam, če so kakšni ljudje okoli. Ampak izkoristim takrat, ko je malo manj ljudi, recimo, in potem naredim na fitnessu kakšno sliko. Naprimer, ta fotografija nastala po treningu? Vse se vidi malo, ne? Povej, Robi. Vse se je vidi, očitno. Moram povedati, da z Robijem že nekaj časa sodelujeva. Evo, kaj pa ta fotografija? Kdaj pa ta nastala? To je pa skoraj reklama za nič, no. V glavnem. Povej nam, kdaj je ta fotografija nastala? Pred ali po vadbi? Ne, to je ziher po. Po tuširanju? Tako kot je Robi prej rekel glede telefonov, jaz imam telefon pri sebi, moram reči, ampak se probam posvetiti vadbi in po vadbi, ko narediš vse stvari, takrat si pač vzamem duška, slikaj, kakorkoli, ampak med vadbo je pa zelo fajn, da si skoncentriran, kar je včasih težko, pa tudi veliko ljudi, ki poznaš na fitnessu, začneš kakšne debate in včasih je ta fitness malo oziroma ura malo raztegne, ampak nič za to. Jaz pravim vedno, je treba slediti temu, kar ti želiš, oziroma da se počutiš dobro. Zdaj, če hočeš reči besedo dve, reči, ker boš za tem lahko veliko bolj delal, ne vem. Nekako moje mnenje. Kaj pa ti o tem meniš, Robi? V bistvu fitness je en tak socialni prostor, kjer se veliko tudi pride družiti, pogovarjati, izmenjati mnenja, izkušnje. Normalno izkoristijo priložnost tudi za to, da pač naredijo kakšnega selfija, ampak se popolnoma strinjam z Matjažem, ki je zelo dobro rekel. Če le možnost, izkoristi trening za trening, bodi fokusiran, kar delaš, izkoristi čas treninga za to, da res nekaj narediš, da ne presmeraš preveč pozornosti na druge stvari ali pa da pač ti zmanjka pol na koncu časa za to. Vsekakor pa na koncu, da izkoristiš čas za nekaj, kar si naredil, za nekaj, kar garaš, zakaj pa se ne bi nagradil. Jaz vidim tem nič slabega. Hvala Bogu, da je tudi tako. Zvezdnik Kanye West je povedal, da obožuje selfije, ki jih objavlja njegova žena Kim Kardashian. Všeč so mi njeni goli selfiji, všeč so mi tisti strani od zadaj in od spredaj. Rad jo gledam golo, rad imam goloto. Zdi se mi kot delo iz renesanse, kot slika moderni način slikanja. So tudi vama všeč goli selfiji? Jaz koliko pogledam te slike, ni nič tazga, kar mi ne bi bilo všeč, ampak tako je, kariere se delajo na več različnih načinov. Nekateri gradijo samo na izgledu, nekateri gradijo, pač ona si je na tem tudi zgradila kariero, se pravi, to bo delala skozi, konstantno. In ni nič narobe, pač ona si vzela to pot, recimo jaz bi bil veliko bolj vesel, da bi bil poznan kot pevec, pa pustil nekaj za sabo, se pravi, čez
leta, 10 let, 20 let, da bojo rekli, aha, on pa je naredil to pa to, poznamo pesem, to pa to od njega, kot pa potem, da imam izklesano telo. Super je, zato tudi delamo te slike zdaj, recimo ne pa pri 50-ih, ampak ni pa to tak point oziroma bistvo v življenju. Ampak lej, kakor kdo. Kanye je povedal tudi, mislim, da je za Kim pomembna njena postava. Če je ne bi kazala, bi bilo tako, kot če Adele ne bi pela. Točno tako, se strinjam. To je to, o čemer sem povedal že predtem, ne, se pravi, različne kariere. Ne. Jaz pa vedno tako pravim, tudi Adele, če bi se zdaj res izklesala do konca, jaz sem ziher, da bi pokazala kakšen selfie, podoben. Jaz sem vedno tazga mnenja, ne vem. Ja, ampak lahko bi rekli, da je danes za uspeh skoraj da bolj pomemben videz kot pa talent. No, predvsem jaz mislim, da je zelo pomemben dober marketing. Ne? Vedno pravijo, dober marketing, imaš lahko slab produkt, ne? Sicer tle je produkt drugačen, ne? Je dosti umetan, ne? In se dobro prodaja. Ne? Lahko imaš pa zelo dober produkt, pa slab marketing, pa pač ne bo nič od tega. Ne? Točno to je. Prej sem hotel reči, ko smo gledali slike od Kim Kardashian, dejansko to ni del tega, kar smo začeli govoriti, fitnessa. Tle predvsem so že različni posegi v telo in je to že kar stran od fitnessa, se mi zdi, ne vem, kaj ti praviš. Absolutno se strinjam z Matjažem, ja. Glede kariere je pa tako, jaz mislim, da mora biti na koncu en celoten paket. Ne. Ljudje radi gledamo lepe stvari in jaz mislim, da ja, imaš prav, v bistvu ni dosti, da znaš pet, ni dosti, da zgledaš lepo, pa ne znaš pet, ampak je fajn, da imaš en cel paket. Celota, ja. Absolutno mora biti celota, se strinjam. Ja. Vse kariere zvezdnikov, sploh tistih najbolj uspešnih in prepoznavnih, so močno odvisne od njihovega videza. Zato je splošno znano, da imajo večinoma vsi svoje osebne trenerje, ki jim pomagajo ohranjati popolno postavo. Matjaž, tudi ti imaš v bistvu svojega trenerja. Ja, res, evo, na moji desni, oziroma kako se to vidi. Ja, zelo fajn je. Jaz sem, recimo, lahko rečem, dosti discipliniran, glede na obdobje, bom rekel. No, takrat, ko se res ogromno dela, takrat to pade, decembra sem bolj malo me lahko vidite na fitnessu. Dela, ampak je pa definitivno drugačen trening, ko delaš z nekom, seveda, ki zna to stvar, se pravi, ki zna, kako treba trenirati in pač delati stvari, ki pa če delaš sam. Ne. Tudi sam je super in vse je prav, ampak ne daš pa tistega maksimuma, definitivno ne. In so razlike, ne. To je dejstvo. Vsekakor je, tako kot je Matjaž rekel, dejstvo je, da pač, če že treniraš, mislim, imaš več stvari, ne. Lahko treniraš sam, dobro treniraš, napredek bo pač drugačen, odvisno kakšen cilj si zadaš. Vedno je pomembno, kakšen cilj imaš pri treniranju. Pa hitrejši tudi. Absolutno, ne. Matjaž je pač hotel iz ene zgodbe priti v drugo zgodbo, pač skupaj sva zastavljati stvari. Vedno je pomembno, da imaš do vsakega posameznika obravnavaš kot svoj individuum, ne moreš vse skupaj zapakirati, da vse velja za vsakogar, kar absolutno ne drži. Ne. Se pravi, ti moraš absolutno preobliti vsakem posamezniku, vsake svoje stranki, njegov trening, režim prehrane. Z Matjažem moram reči, da je blazno determiniran. To je enih bistvenih ključev, ki jih v bistvu ima relativno malo ljudi, sploh pri mladih, ker zelo hitro so si zaletavi, hitro bi radi naredili neke rezultate, ne gre redko hitro. Jaz Matjaža v bistvu vsak dan je v fitnessu skoraj, če ima le čas, če nima zelo na kratek trening, prije hitro narediti, v bistvu je odločen za to, kar želi. Ne. In to je v bistvu ključ uspeha, ne. Drugače ne gre. Pa tudi, kar povej. Si zelo priden, slišim. Veš, kako je? To ni, pri meni mogoče ni več to stvar, da zdaj pa hočem, ne vem, čez 2 meseca doseči neko željeno podobo ali karkoli, ampak je to že na nek način življenja. Ne? Se pravi, dobro se počutim, ko da treniram, predvsem tudi tisto uro pa pol, recimo, ali pa uro, kakorkoli. Porabim tudi čas zase, ne? Se pravi, ogromno mojih idej za glasbeno kariero, karkoli drugega delam novega za razne projekte se zgodijo na fitnessu, ker imam čas zase, razmišljam 100 stvari, treniram in je res v bistvu nekako produktivno. No. Si vzamem kot neka stvar, ki je zase, tisti trenutek, uro pa pol. Ne samo za telefon, ne? Ja, ne samo za telefon. Ja, ne, se to je ključnega pomena. Izkoriščaš dober čas za trening, vmes pač treniraš, imaš mnogo idej, sam zase se poglobiš. In res, kot Matjaž prav, jaz pri sebi vidim, kad treniram, sem sfokusiran in imam ful ideje. V bistvu sem dosti bolj ustvarjalen. Tako da bi izkoristil, absolutno. Celo zgodbo treninga, hvala Bogu. Ne.
Ja. Da je tako. Matjaž, kot si povedal, za pevce je še kako pomembna kondicija. No, kaj o tem meni Saša Lendero? Res sem hvaležna svojemu telesu, da glede na to, da sem v res slabi kondiciji, če sem iskrena, da na nastopih res skačem in pojem tisto 1 uro. Ne vem, ali adrenalin naredi svoje ali kaj je, ampak res ni nikoli težav. Ob tem je priznala, da resnično ni športni tip človeka. Matjaž, to je pa nasprotje. Nasprotno, ampak par stvari drži, ne? Recimo, da adrenalin naredi svoje, res je, tudi če si v tisti mal slabši kondiciji ali kakorkoli, oder je oder. Takrat pač mi, ki delamo na odru, zaživimo in daš vse une zadnje atome od sebe. Definitivno pa, če delaš kondicijske vaje vsak dan ali pa recimo vsak drug dan, da ne bomo pretiravali, ti pripomore k svojem nastopu, recimo, če pač imaš glasbeni nastop, kjer plešeš, poješ. Jaz sem to zelo dobro navajen, recimo pri mjuziklih Mamma Mia, Briljantina, kjer moramo dejansko poleg igranja, petja še plesati in res konkretno plesati in marsikdo reče, kako to pač zmoremo. Ne vem, takrat je ogromno enih vaj in to nekako združujemo, da lahko zmoremo konec koncev, ne? Ker ni lahko, v bistvu to je ena najtežjih stvari, biti v mjuziklu in delati vse to troje, ampak se da, če imaš fokus, pa delaš pametno, se da, ne. V reviji Nova pa smo lahko ta teden prebrali, da ne želiš ostati sam. Je to res? Ja, ampak ste odprli tudi Novo. Seveda. Ja, no, gre o tem, če si to misli. Aha, imamo že tukaj. Ja, za Božič ne želi biti sam, no, tako. Ja, pripravljam spet božični koncert in se na to že zelo dobro pripravljam, ker načeloma na nek način jaz vodim cel koncert in ni ogromno plesanja, ne, čeprav sem že razmišljal, mogoče bi pa kdaj lahko naredil mal večji šov. Tako da definitivno je pa ta ena stvar, ki za Božič res ne želim biti sam, tudi nikoli nisem bil. Rad se družim, rad sem s prijatelji, znanci, svojimi najdražjimi, tako da definitivno ne bom sam. Sledijo oglasi, potem pa razbijemo najpogostejše mite o hujšanju. V starodavnih civilizacijah je bil šport povezan s kastami, saj so športne aktivnosti vodili svečeniki, vojaki in drugi pripadniki kast. V Šparti in kasneje v Rimu je športna vzgoja slovela predvsem na vojaških veščinah. Povsem drugače pa je bilo v Atenah, kjer je šport že dobil drug pomen. Robi, grški filozofi so bili prvi, ki so se zavedali pomena športa za zdravje, saj so o pomenu športne vadbe in vzgoje tudi razmišljali in pisali. Ja, absolutno ne, saj za tega so pa te paralimpijske igre, ne. Vsekakor bi so skozi čas se verjetno pokazali bistvenega pomena, da gibanje tisto, kar ohranja pač nas ljudi, ne sedenje, ampak z delom in pač raznimi vajami, ne. Vsekakor tukaj tle, kukor, če smo že rekli, pri Rimljanih vojaki, ne, pri Grkih, ne, pa druga, ne. Skratka, razvijala se zgodba absolutno v bistvu strani vojske naprej, pa pol pač na vse ostalo, zato ker pač tam so se urili, ne. In to urjenje se pa tudi pač preneslo na, bom rekel, na vse splošno populacijo, ne. Se same olimpijske igre pač so začele metanje koplje, metanje tega, tek, vse stvari, ki so se pač realno odvijale v življenju, ne, nič kaj posebnega tazga nima, ne. Ja, danes pa je šport družbeni fenomen sveta. Ja, jaz bom tako rekel, industrija je zelo močna na tem področju, ne. To je ena zgodba. Druga zgodba, sem pa zelo vesel, da v bistvu zmer več ljudi je začel biti skrbeti za svoje zdravje, ker absolutno je šport v bistvu preventiva, ne. Ena zgodba je dejstvo, da v bistvu, če treniraš, imaš pač pravilna prehrana, oziroma pravilna, bom rekel, uravnotežena prehrana, ne, je ključ tega, da pač si zmanjšaš možnosti obolenja, ne, za zdravstveno obolenja. Zmer preveč je ljudi, ki je bolanih, premalo ljudi načeloma še vedno kaj
ne gibajo. Ne. Cela zapakirana zgodba je pa tako, ne. Več gibanja, več rotiranja hrane, manj bolezni bo, boljš bo. Ne. Je pa tudi res, no, sem se zdaj spomnil, kako jaz recimo vem, da se vse več ukvarjajo ljudje s športom. Jaz živim, oziroma sem živel na vasi, ne, in to je bilo včasih tako, da če je kdo šel teč, ne, kjer imaš super pogoje, ne vem, gost okol, poti in ni da ni, ne, je bilo tako malo čudno, lega, kaj pa ta dela, ne, pa tle teče, nima kaj drugega za delati, ne. Ampak zdaj pa že kar konkretno vidiš, veliko nas je včasih, ne, ko takole vidim, da tečemo po istih poteh, ki sem včasih smo hodili in so se vsi tako malo čudno obračali, tako da ja, ljudje so začeli konkretno, mogoče tudi malo se mi zdi, ne vem, Robi, kako ti na to gledaš, ampak kar malo hit nekak fitness, ne, se mi zdi, da je kar tako zelo in. Jaz bom rekel, ne sem fitness, tudi gibanje, ne samo. Ne, ti si rekel, ljudje tečejo. Ja, top. Recimo, sploh predvsem, če so službe take, da cel dan sedijo, da ne grejo ven, oni rabijo iti v naravo, rabijo se sprehajati, sproščajo se po dobrih hormoni, v bistvu ljudi usrečuje to, kar trenirajo. Ne. Ni to neka kompenzacija, zdaj sem se prenajedel, zdaj moram iti pa težje, bom to porabil. Ne. Trend, ne, bom rekel, se ne giba k temu, pa tudi cela ta industrija, pa v bistvu, bom rekel, vse skupaj cela zgodba zapakirana, ne, z mediji verjetno, da zmer več ljudi pač nekako proba aktivno življenje živeti. Prej si zelo dobro omenil aktivno življenje oziroma lifestyle, ne. Način svojega življenja moraš prilagoditi k temu, da v bistvu je del zgodbe, ali je to, ne vem, tek, ali je to kolesarjenje, fitness, vse en karkoli, ne, v bistvu, da približaš k temu, da je to del tvojega življenja. Ljudje vedno pravijo, nimam časa, ne morem iti nikamor, ni res, ne, v bistvu ne vzemajo se ga. Bolj komot in bolj easy je sedeti doma, ne, pred televizijo, pač potem se veš, kadar si doma, pa nimaš kaj dosti delati, greš 51krat pogledati, kaj je novega v hladilniku, potem je pa pol produkt, zgodbe, kakršen je. Na Instagram, ne, kjer pa je itak vse. Ja. To pa je eno zelo dobro zgodbo, si odprl Instagram, ne, pa spet svoja zgodba, ne. Blazno veliko je tega, pa bom rekel, naivnežev, ne, tam skozi zgodbe Instagrama je tako, ne, vsi so pač navzven zelo lepi, luštni, vsi naštimani, predelani, vsi se zavedamo, da so slike blazno veliko predelane, ne. Realna zgodba v fitnessu pa ni tako, bom rekel, kratkotrajno, oziroma ne da se tako hitro narediti, ne. Da se res telo preoblikuje, je potrebno vsaj 1 leto, ne, po pol leta so že dobri rezultati, ampak za kakšno resno zgodbo pa več. Predvsem pa zelo ljudi zelo premalo gledajo na to, recimo prej ena slika Saša Škrendera, pa to ne suha, dobro postavi. Ok, ona ima super genetiko, marsikaj še ima super genetiko, ne rabi veliko narediti, ampak jaz, če bi šel meriti njen tonus, ne, gostoto mišice, ne, vprašanje, koliko je pol tam, ne. Meni je v bistvu, da imaš gostoto, ne. Se pravi, da delaš tudi na tem, ker za mišično gostoto tudi raste kostna gostota, se pravi, imaš zelo manjše, sploh pa ženske je ful pomembno, ne, da potem nimajo problemov z osteoporozo v starejših letih, ne. Tega se premalo zavedajo, no. Tako da mislim, o tem bi lahko cel dan govorili, zelo veliko stvari je. Šport je dejansko naložba. Za celo življenje. Ja. Ampak danes lahko zasledimo tudi kar nekaj oglasov s športnimi zvezdniki. Moram priznati, da sem si tudi sama zaželela oglaševani izdelek, a so se mi začela porajati vprašanja, zakaj se podjetja odločajo za oglaševanje svojih izdelkov s športnimi zvezdniki. Kaj o tem menite vidva? Boš ti, Matjaž, Tabaru? Mislim, športniki zvezdniki, dejstvo je to, da več ko vložiš v marketing, več dobiš, ne. Se pravi, če ti imaš denar, da vložiš v Luko Dončiča in da on promovira tvoj izdelek, je lahko ta izdelek, ki popolnoma nič ne deluje, ampak zdaj, on se bo odločil, ali bo to sprejel ali ne, ampak verjetno, če ti bo nekdo ponudil res ogromno denarja, skaj pa ne, narediš tiste 3 slike, marketing pa itak ne delaš ti. Tako da, ja, na nek tak način, no. No, jaz bi tle rekel tudi v bistvu, zakaj športnike, lepo oblikovana telesa vsekakor pritegne širšo množico, ne. Bom rekel, veličinoma, se pravi, tle spet imamo zgodbe, ali je to, ne vem, športna oblačila, obutev, kakršnikoli rekviziti, avtomobili, vedno uporabljajo športnike, seveda. Prvo, zelo so znani, ne, vedno uporabljajo znane športnike, zelo so znani, celemu svetu so znani, drugo pa dobro izgledajo, ne, oziroma so pač športne postave, ne, in to se da tržati, ne, absolutno.
Točno to, recimo, če pogledamo, kdo so ta pravi zvezdniki, so športniki. Ne? Ja. In mi zelo dobro vidimo to takrat, ne vem, ko se začne zima ali pa tudi pri kakšnih olimpijskih igrah, ko smo res dobri in ko pridejo v Slovenijo, takrat vidimo, koliko znamo stopati skupaj in vsi si želimo takrat nastopati na tem odru, ker je ogromno ljudi. Tako da ja, oni so v bistvu ta pravi influencerji, če smo že pri tem, ko smo omenjali Instagram in tako naprej. Oni imajo toliko veliko ljudi pod sabo, da res dejansko lahko vplivajo na svoje fane. Ne? Tako da, ja, seveda je to dobra naložba, če imaš denar, da dobiš nekoga tazga. Ne? No, ampak oni tudi stojijo za svojo zgodbo, oni celo življenje trenirajo, zato da so kakršni so. Ja. Je pa mnogo takih, pač, ki se, rekel, neki influencerji, Instagram, neko zvezde, ki se pač kao neki trenirajo, oblikujejo oziroma po svoje slike poretuširajo, ne, in zdaj je to. Ne. Jaz sem dostikrat dobil že v sebi v fitnessu, jaz bi imela pa rade tako postavka moja. Lej, ne moreš. Genetika ti ni dana, ne moreš. Je tako kot frizer, ne? Ja, ne? Ampak lahko pa iz svojega telesa narediš največ, kar lahko to, kar si in si lahko srečna s tem potem. Ne, da bi, mislim, ljudje si pa napačno želijo, ljudje si včasih želijo biti ne drug, je narobe, ni prav. Bodi, kar si, naredi za sebe, kar je najbolj možno in potem za tem stoji. In potem boš najbolj srečen. Kaj pa menite o bodybuilderjih? Mišičasta postava pri ljudeh zbuja strah, spoštovanje, včasih morda odpor, pri številnih moških pa tudi ljubosumje. Tisti, ki se z njimi ponašajo, pogosto slišijo negativne opaske strani upravljivcev, ki se ne zavedajo, koliko truda, časa, discipline in odrekanja zahtevajo takšni rezultati. Ja. Kar povej. To je že pretirano, ne, to kar vidimo. Ja, mislim, za njega ne. Za njega ne, on je še zmeraj premajhen, on bi rad bil še večji. Bodybuilding je čisto ena druga disciplina. To, mislim, je šport. Oni res trenirajo in svoje življenje posvetijo temu. Ne moreš biti bodybuilder, da ne treniraš, da ne dviguješ uteži in se ne odrekaš, oziroma ogromno je prenajedanje za to, da postane taki, kakršno se pravi, mora imeti res veliko nos. Ne sem kalorij gradnika, ne se pravi beljakovin, se pravi mišic ne moreš reči, če ne vnašaš beljakovina. Nekateri se bolijo, recimo, če smo že, ne bom zašel zdaj zgodbo, ampak bodybuilder, ja. Po drugi strani pa, noben bodybuilder ne more biti brez, bom rekel, kemičnega suporta, no go, tak ne moreš postati. Zdaj pač za kakšno ceno, tako ceno, kakršna je. Mislim, zdaj, če gledamo realno vsi vrhunski bodybuilderji, koliko jih je res dosegali neko visoko starost, jih v bistvu ni ali pa zelo malo. Po drugi strani, to je zelo nezdravo. Mi se moramo zavedati, da pač taka mišični tonus, tok mišic še vedno poganja srce, ki se pa ni razvijal, tako kot vse ostalo. Tako da bi so srčna mišica blazno obremenjena pri teh zgodbah. Ampak jaz pravim, če se on dobro počuti v tem, če je on srečen s tem, cool. Jaz sem pač raj atlet, pa na dolgo čas, bom rekel, od kaj do 100 pa bo v redu. No, zdaj pa večno vprašanje za ženske. Kako v čim hitrejšem času priti do vitke postave? Mag žim. Ja, to je tako, mislim, zgodbe ste imeli že prej, pač gosta, Marjeta in tako naprej. Zgodbe okoli teh diet je kukar iščeš. Edina zgodba, ki pije voda, je plus minus. Vnos kalorij, poraba kalorij. Jaz včasih rečem za foro, vsak dan lahko poješ kilo kruha, pa se ne ozrdil. Pa mi ljudje čudno gledajo. Ja ne, mislim pač določeno število kalorij boš vnesel, toliko jih boš porabil in to je to. Seveda, tle v zadnje zgodbe je drugo, pač nisi nobenih mikrohranil vnesel, sem mislil neko makrohranilo. Skratka, zgodba je čisto drugačna. Dejansko pri tem času, ko ljudje veliko sedijo, bom rekel pasivno aktivnih ljudi je bolj malo, vedno si mora, vsak bi mogel za sebe pogledati, ok, pojem tok, če si zmer pač kalorije, če bi pač koliko je, porabim tok, ostalih je tok, kam gre. Zelo simpel je, moj prijatelj Marijo zelo dobro povedal, imaš avto, tankaš, tank ima gorivo, imaš 60 litrov, tankaš 65, kam bo šlo 5 litrov? Vam bo stekal in tle pri nas je isto, pač celo jih ne porabim, ki jih skladišči, v raznih oblikah. Zdaj, mislim, ljudje imajo tudi napačne predvidevanja, ne bom maščobe jedel, ne bom jedel hidrate, ne bom mesa, ne bom tega. O tem bi se dal spet debatirati ful dolg, zelo dolgo. Mislim, tle je blazno veliko različnih prepričanj, je pa dejstvo, da samo ena zgodba velja. Samo stvari
ki so, bom rekel, dokazane z raznimi pač raziskavami, veljajo. Ne razne, ne vem, meso ni zdravo, ni zdravo, to ni zdravo. Mislim, jaz to vsak dan srečujem in se mi tako že kar obrača, ker ljudje so blazno nevedi, zelo naivni. Tudi kar berajo, ne vejo razbrati, kaj je prav, kaj ni prav. In tudi tista tema bila v tistem filmu, zdaj, ki je bil pač narejen, pač za mene je bilo to medijsko pač narejen film, da pač preusmeri ljudi drugo zgodbo, ampak pustimo zdaj to. Skratka, jaz mislim, da ljudje bi se mogli predvsem ozavestiti, kaj je prav, kaj ni prav. Pa še vedno ponavljam, tenol naše je sposobno vsak dan porabiti samo določeno število kalorij, a ne? Če jih toliko neseš, si na nuli, če pa narediš trening, si pa lahko malo v deficitu. Skratka, lahko tudi malo več ješ, pa korigiraš s treningom, pa si spet na nuli. Zdaj odvisen, kaj hočeš, vse je odvisen od tvojega cilja. Ja. Po kratkem predahu boste izvedeli, kako zvezdniki skrbijo za svojo postavo. Pomembno je sodelovati, ne zmagati, je znameniti stavek barona Pierre de Coubertina, ki označuje obdobje modernega olimpizma in sodobnega športa. Že kar nekaj časa pa takšno razmišljanje o športu ne velja več, saj se vse bolj v ospredje postavljajo rezultati in rekordi. Matjaž Robi, šport še zdaleč ni več zgolj igra. Ne, tak šport, ki ga omenjaš, olimpijske igre, to je že resen biznis. Ja. Tukaj so samo pomembne zmage, tukaj niso pomembne sodelovanja. Za nas je pa fajn, da je na nek način igra, pa da smo športni aktivni. Drugače pa mediji so tisti, ki delajo tak boom okoli vsega, kako naj rečem, tekmovalnosti in tega. Ker zdaj v bistvu samo z enim klikom vidiš, koliko je ljudi istih kot ti, oziroma še boljših. In seveda ti pač moraš slediti temu, pa biti boljši. Recimo ena zvezdnica je zelo dobro rekla, ena pevka v bistvu. Je rekla, kaj je ona naredila za svojo slavo. Toliko časa se je trudila, da je bila boljša od onega, ki je bil pač pred njo. To je uspeh. Torej ni bilo samo sodelovanje, bila zmaga. Ja, uspeh pomemben. No, igralke kot so Jessica Alba, Eva Mendes in Scarlett Johansson morajo vidne rezultate pogosto doseči zelo na hitro, saj imajo nore urnike. Njihova osebna trenerka Ramona se lahko pohvali, da vsako postavo izkleše v zgolj 6 tednih. Skrivnost njene vadbe je tako imenovana metoda 3-2-1. Robi? Ja, kardio trening, trening moči in pa v bistvu stabilizacijske vaje. Ja, mislim, tle predvsem, jaz mislim, da trening ni bil tako bistven, kot v bistvu deficit v bistvu nosu hrane. To je bistvenega pomena, kot 3, oziroma to je mesec pa pol, v 6 tednih. Je realno, ali? Mislim, zdaj, da bi ti naredil tonus, pa to sigurno ne. Mislim, moraš imeti osnovo prej, ampak lahko pa shujšaš. Mislim, lahko tudi 10 kil, če pač greš zelo nestriktno, mislim, zelo striktno redukcijo vnosa kalorij. To je edina zgodba. Se pravi, za kakšno ceno? Mislim, predvsem bi dal potem tem ženskam pač, ne vem, kontrolo hormonov. Verjetno ima sigurno vsa narojesa hormonska. Ker to je zelo velik problem. Tudi pri dekletih, zdaj, ki zelo hitro hoče shujšati mlade dekleta, ne vem, izguba menstruacije, ne vem koliko časa, enostavno z tega, ker naredijo hormonsko neravnovesje. Ženske morajo imeti določeno število pač maščob, procent maščobe zaradi tega, da pač je zdrava. Premalo punce to zaveda. Mislim, gre skrajno, sploh pa rekel ta ženska bodybuilding ali pa v tej smeri je... Se pravi, če jaz maja snemam spot, lahko sem zdaj... Zdaj zrežem čist. A ti si že zdaj pripravljen? Olfa nožek pa poreševal. A ne, Robi, on je že zdaj pripravljen. Ne, definitivno. Matjažu je bistvo, tako, kot smo pa rekli, on je determiniran, on je vztrajen, in že prej, kot smo rekli, konsistenca. On skozi pač treniranje vzdržuje. Zdaj pa, če treba kdaj stisniti, pa stisne, še dodatno. Ne rab blazenega stresa imeti, da bi se zdaj on zredil za 15 kil in zdaj pa glih pred nekim snemanjem bi pa mogel na vrat na nos v 6 tednih shujšati 15 kil. Vse bi lahko za določeno obdobje, sam na dolgi rok bi sigurno posegel v svoje zdravstveno stanje. Ampak ženske se velikokrat ustrašijo vaj za krepitev mišic, se mislijo, da bodo videti robustne.
Ja, njihovo hormonsko, ja, ne, mislim, to vsekakor, to je vedno, ne bom delal z utežmi, ker bom ful nabildana, no go, ne, zato, da imaš res mišice, rabaš veliko nos beljakovin, zelo veliko trenirati, ne, pa hormonsko osnovo moraš biti, kaj bi se ga pomena. Moški imajo testosteron lažje, to pa ženskah to tako ne gre, ne. Pustimo zdaj bodybuilderke, oni so pač na kemični podpori, to čist nekaj drugega, ne. Ja. Tako da to ne moramo isti koš metati, ne, ker bez te kemične podpore sem že prej rekel, pred bodybuildingom ne gre, ne, in tudi pri teh ženskah ne. Kar boje, Matjaž? Ne, to sem hotel tudi reči, mogoče o teh prehranskih dodatkih, ne, tle se ljudje ustrašijo. Se mi zdi, ko ti spiješ po treningu ali pa pred treningu, ali pa če imaš doma, ni noben problem, če spiješ šejk, ne, ljudje mislijo, zdaj bom pa tak, pa bojim se tega, ker bom, jaz lahko rečem, ne vem, če sem se kdaj zredil od proteinskih šejkov, pa sem enkrat že Robiju rekel, sem rekel, pa dej, jaz pridem včasih do tega, tudi z njim, do Robija sem prišel s tem vprašanjem, kdaj pa kaj naj še jem, da se lahko zredim, ne? Ker šejk super je, dobiš neko tisto zadoščenje po treningu, ampak ne vem. Največji problem, kad doskrat ljudje zamenja proteine za neke anabolike, ne, pač proteini so whey, ne, to je v bistvu sirotka, ne. Vse, kar je v bistvu evaporiran in pretvoren v suho snov, ne, se pravi, tako kot bi rekel, otroško mleko v prahu, ne, s tem, da je whey, ne, sirotka, pač se temu rečemo šejk, ne, mnogo boljše sestave kot otroško mleko, ne. Ne vem, zakaj se tega ljudje bolijo, recimo, jaz sem v fitness industriji že 26 let in pri mojih 51 letih sem še zmeraj, kolikor sem, pijem že 25 let sigurno proteine oziroma šejk, ne, tako da pač strah je popolnoma odveč in čist nesmiselen. Spet še enkrat ponavljam, problem je v nevedenju, ne, oziroma neznanju, ne. Nobena skrivnost pa ni, da so tudi nekateri najbolj prepoznavni zvezdniki samo ljudje, ki si tu in tam zaželijo nekoliko bolj nezdravih obrokov. To je tako, kot bi se odpravil v cerkev. Enkrat na teden, po možnosti sredi noči, si privoščim pravo pojedino. Palačinke, suši, sendviče. Takrat se mi pocedijo sline kot rolu. Je v svojih občasnih pojedinah dejal igralec Dwayne Johnson, ki se ga je prijel tudi vzdevek The Rock. Matjaž, ti je to kaj znano? Ja, tole je zelo fajn slika, recimo, dobiš zelo veliko lajkov, po moje, na Instagramu, ne. Zelo dobro si to povedal, res je. Ja, zdaj, če je on to dejansko, veš, kako je to, ne, to so prijatelji in rečejo, lej, zdaj smo mi spekali za vsakega 2 palačinki, dajmo vse skupaj, naredite eno fotko in to jaz dvomim, da je on to pojedel. Lahko poje, definitivno, no, ne, ampak... No, se je kar velik. Vem, ampak dvomim, zakaj bi on šel to kje? On nima niti potrebe, po moje, potem, da bi tok tega pojedel. Ne enkrat, absolutno, ja. Tako da meni je to vse bolje, pa če pravim, zabava, no. Ne, se drugače, jaz tle, v bistvu nič narobe ni, ne, če se kdaj, mislim, problem je, ljudje si pa reč delajo frustracije, ne, mislim, odrekanje, ne smem tega, ne smem tega, ne smem tega. Vse tako, kot sem že rekel, vse je pomembno v količinah, ne, ni problem, če ti mal, ne, ok, če rabiš nekaj piškot, pa daj pojej ga, se ni nič narobe. Ampak spet se moraš zavedati, ne, koliko si vnesel čez dan, ne. Če hočeš nekaj ohranjati, potem je tako. Ne smeš si pa delati res neke frustracije, ker potem pa ljudje zapadejo v to, ne vem, panika, napad, vse pojesti, kar lahko pojesti sladkega, da se čustveno zadovolji, ne. Pri ženskah je to sploh večji problem, ta čustvena zadovoljitev z sladkarijami, kakor pri moških, ker to v bistvu vsak dan opažam tudi v fitnessu, ne. Zdaj pa sem nehal jesti 500 gramsko milko, zdaj pa sem še 300 jem, ne. No, jaz bi šel zdaj na eno pico, zdaj sta tako začela govoriti o tej hrani. Nič narobe, le. Ja, tudi Jennifer Lopez si po snemanju privošči veliko pikantno pico. Ona ima kam dati, jaz mislim. Ja, mislim, se spet tako, ne. Po snemanju sigurno, zdaj, če bi ona nekaj časa aktivna, ima ne vem kakšen deficit energije, ne, rab pač vnos nekaj, ne, zdaj, ali to, če ne paše pica, pa ne jo poje, zakaj ne. Ona se zaradi ene pice ne bo zredila. Problem je, če bi bila ta pica vsak dan, ne. In spet smo pri tej konstantnosti, ne, če je skozi nekaj preveč, potem je preveč, ne. Ja, veliko ljudi recimo sprašuje, ali pa kolegov, pa tako, tudi mene večkrat, pa kaj jem, pa kako jem, pa to. In res, ko ti dejansko skozi skrbi zase, skozi treniraš, tudi takrat, ko ne moreš dan, dva, če si off, nobenega problema ni. Meni se nič ne vidi, če pojem pico, recimo. Je pa res, da jaz pojem pico, ne vem, enkrat na mesec, mogoče 2-krat, ne. Tle je tista stvar, ne. Zdaj, če pa ti vsak drug dan ješ pico, ja, tisto pa je problem, ne. No, se mi mene veliko sprašujejo, ne, pač, kako to, a ti
Včasih mi ješ tortico, a ti pa ješ torto. Ja, ne. Mislim, jaz sem zelo rad sladko, ne, ampak to ne pomeni, da se prenajedam. To pomeni, da vsak dan po uro, dve treniram, ne, pač naredim potem neki deficit tle, ne, tako da vedno zbalansiram zgodbo. Ne. Tako kot smo rekli, ne, pomembno je zbalansirati zadevo. Ne. Torej vse, kar poješ, tudi porabiš. Absolutno ne, sigurno. Če ne danes pa jutri, ne. No, Savina Nataj pravi, da je njen recept za lepo in zdravo telo zelo preprost. Bolj se imam rada, bolj se moje telo odziva. Ne jem ne glutena, ne sladkorja. To je edino, pri čemer sem res dosledna, saj je moje počutje tako boljše. Telo se bolje regenerira, če ga ne zablokiraš s tem. Jaz sem tle glih hotel, zdaj sem razmišljal, ko si razlagala o tem, da nismo se dotaknili, recimo, kaj imamo v glavi. Ne? Jaz recimo sem probal ogromno diet, tudi treningov zamenjati, ampak takrat, ko sem bil obremenjen, recimo, ko sem tekmoval za mistra Slovenije in tako naprej, takrat ni šlo nikamor. Jaz zdaj izgledam veliko boljš kot takrat, ko sem želel izgledati boljš, pa ko sem hotel delati v svetu modelinga in tako naprej. In se mi zdi, če si preobremenjen, ti gre v veliko škodo, no, velikrat, ne vem. Ja, naši možgani zelo delujejo v obrambnem mehanizmu, ne. Ker ti neki glih ravno na silo hočeš, pač ne boš, ne. Doskrat tudi ljudje, jaz imam stranke, ki mislim hujša, pač rabijo pač se preoblikovati in rečejo, zdaj se mi je pa ustavili, ne. Se to normalno, ne, se telo se s tem brani, ne, ker pač neki poseg je bil, deficit je bil prevelik, mogoče treningi, premalo spal, premalo čez dan jedel, mislim, tle mnogo dejavnikov, ne, in potem pač pride do tega, da enkrat nekaj časa pač stagnira, ne, teža, pa gre vse čez nekaj časa naprej, tako da tle ni tak problem. Jaz recimo, ne vem, zdaj ne bom nobenega obsojal, ne, ok, super postava na sliki, zdaj alternira ne, lahko ima genetiko, super dano, spet le vprašanje, kakšen je tonus, ne, kakšna je gostota, ne, bom rekel, zdaj ne jem glutena, ne tega, mislim, to itak je dokazano, zdaj, če si intoleranten na gluten, ok, potem ne jes, ampak če nisi, potem to je čist nesmisel, to je spet ene zgodbe, trženje, marketinga, ne, dražje nekaj prodajati, ne. Za konec, za uspeh je torej pomembna postava. Ja, ne. Jaz mislim, da za uspeh je pomemben celoten paket. Ja, postava, ja, absolutno. Zdaj, tle smo v športu, ne. Šport je pomemben, ne. S tem pogojena postava in s tem boljše počutje in boljša samozavest, boljša samopodoba. In ko si v paketu, tako kot rekel Matjaž, pa je to top. In po je to top. Takrat smo zmagali. Absolutno. Se vidimo na Max Gymu. Hvala za koristne nasvete. Hvala vsem. Hvala za povabilo. Vsak začetek je težak, potrebni pa so majhni koraki do uspeha. Redna telovadba je najbolj preprosta in najboljša stvar, ki jo lahko naredite zase in za svoje telo. Vztrajajte pri svojih ciljih, kajti s pravo mero trme in zagnanosti boste nedvomno dosegli hollywoodsko postavo. Naj vam vaša zvezda sveti.